Pozdravljeni in dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Z vami je Aleksandra Winkler-Drole, sem karmična diagnostičarka, učiteljica akaških zapisov, mojstrica regresije, progresije, zdravilne hipnoze in še marsikaj od tega. Za mano je 6 knjig, ki se odlično prodajajo, vsaj zadnje 3 v tem letu, ampak o tem še kasneje. Namreč 6. knjiga je ravnokar v tisku. Leto 2024, o katerem energiji vam bom pripovedovala, tako kot vsako leto, ko me to redno in tisti, ki me redno spremljate in sledite mojim prognozam, veste, da se ne šalim. In da tudi ne grozim, ampak opozarjam. Moj glavni namen tega videa je opozoriti ljudi, da začnejo razmišljati in da, ko je še čas, lahko nekaj spremenijo oziroma spremenite. Če si tu, potem vedi, da si na pravem mestu, da si ravno v pravem času, da boš testirala pri sebi, če si mogoče deležna kakršnihkoli urokov, magije ali pa negativne sugestije, sulice, jeze, energijskega nadlegovanja in raznih drugih nevšečnosti, ki si jih ljudje hote ali ne hote pošiljamo eden drugemu. Ampak to ne vsi. Gre se samo za negativne duše, ki bojo imele v letu 2024 zelo velik vpliv, ampak na pomoč že prihaja mnogo pozitivnih duš, ki so se oziroma smo se prostovoljno utelesile tle na zemlji prav z namenom osveščanja širše javnosti. Moja današnja tema bo glede magije prednikov, uroki in vsa ta, bi se reklo, negativna karma, ki se lahko, ne vedno in ne pri vseh, prenaša od prednika naprej in to kar 7 rodov. In če si slučajno žrtev svoje predniške karme, potem boš to videl hitro posumil, seveda ne moraš za 100% vedeti, ker zato je treba še marsikaj bolj pogledati in lahko tudi rešil. Namreč vedno za vsako bolezen ena rožica raste in jaz vam povem, ker bo leto 2024 polno vzponov in padcev, kot bi preživljali take ali pa drugačne valove, nemire. Eni bojo imeli bolj mirno morje, bolj mirno življenje, drugi valovito. Nepredvidljivost bo v zraku. In na to moramo biti pripravljeni. Potrebujemo dobro barčico. Barčica je naša družinska karma, naša družina, v kateri smo zdajle, ta moment. Našo družino sestavljajo, recimo, lahko živiš v sekundarni družini, tisti družini, ki si jo sam ustvaril, lahko v primarni družini, če si še pri starših. Vedno, ko živiš v neki skupnosti, si deležen kolektivne karme. Se pravi, ne brigaj se toliko za te v parlamentu, kakšne napake delajo in kaj bi mogli delati, ampak bolj začni pri sebi, jaz in ljudje okrog mene, sploh pa pri sebi. Zakaj sem si izbral te ljudi, to okolje in takrat. In ker bo to leto tako zelo nepredvidljivo in ker za vsako bolezen ena rožica v naravi rase, je zrasel tudi hrast, ki je zame, ker študiram šamanizem že dolga leta, eno tako mistično, čarobno drevo. Tukaj je želod, plod in tukaj so že pognale rastline, ker jih imam na toplem, so še zelene, čeprav je zima. In objemanje ali pa prošnje ob hrastu ali pa celo nošenje, bi se reklo, želoda pri sebi v torbici, v žepu, kot zaščitnega talismana, te poveže s tisto varnostjo in trdnostjo, ki jo boš v letu 2024 še tako rabil, pa tudi, če si se rodil in si prišel v ta svet z dobro predniško karmo. In kako se začne
tvoje življenje kot blagoslov ali prekletstvo. Pa začnimo, recimo, ko smo na nivoju duš, smo že splanirali naše starše, brate, sestre, splanirali smo celo že naše otroke, kjer dušce bojo naši otroci, splanirali smo, v katerem kraju oziroma državi se bomo rodili. In običajno to splaniramo do 42. leta starosti. Po 42. letem starosti si pa mnoge duše rečejo, pol bom pa videl, kako bo, in pustim fraj teren, a ne bo treba kaj porušiti, kaj dozidati, da bom potem takrat še kaj. In tako se zelo veliko ljudi odloči, da se bojo ločili nekje okrog 40. leta starosti, 42. leto starosti, se pravi 2-3 leta traja, da to premlevajo, a bi šlo ali ne bi šlo, in imajo otroke ravno toliko velike, da si rečejo, zdaj pa nima smisla, da več skupaj držimo. Zdaj pa že otroci rečejo, pejta vidva narazen, če se toliko ne razumeta, in bo obema boljše. Tako da se ta realnost, fizična realnost s tole karmično prognostiko kar nekako poklapa, ne? S tem 42. letom starosti. Takrat se zaključi tista naša, bi se reklo, primarna skica, primarna osnovni plan, načrt, ki smo si ga ustvarili, preden smo se sploh rodili. Ko se rodimo, smo lahko že takoj, oziroma ko smo oplojeni, smo lahko že takoj deležni negativnosti, ki je kot nek urok, če sta starša proti temu, da je nastala nosečnost. Eden ali drugi ali oba. Močnejšo vlogo pri vsem tem igra ženska, mama. Kako ona sprejme nosečnost? Ali blagoslavlja to detece, ki v njenem telesu, to dušico, ki si ustvarja telo v njenem telesu, ali se ob tem radosti, ali je tista Prešernova, kaj pa je tebe treba bilo, dete lepo, dete ljubo. Se pravi, niso vse nosečnosti, bi se reklo, zaželene, dobro pričakovane, in s tem, če te eden od staršev ne sprejme ali pa ne sprejme tvojega spola, ko se rodiš, si že deležen prvega prekletstva. Se pravi, prekletstvo ni nujno, da zakovnejo in ti s tem naredijo en urok, je že tista negativna misel, moj bog, kaj je zdaj to, krizas, namesto wow, radost, veselje. Vse to se da umiriti in ublažiti, ponavadi veš, a si bil zaželen, težko pričakovan otrok ali nezaželen. So starši, ki tudi tekom življenja zlorabijo svoj položaj, zlorabijo svoj dar govora in v smislu manipulacije celo tako na grd način rečejo otroku svojemu, si te nisem hotel imeti, ampak pa sem te sprejel, se mi je kar žal, da imam toliko problemov s tabo. Tako da, to so take hude, boleče rane, take travme, da bolijo bolj, kot da bi si zlomil roko, nogo ali pa vse skupaj. In to je treba sanirati, ker sicer živiš s to čustveno rano dalje. In to je tako, kot žulj od čevlja. Ne moreš hoditi, če te nekaj stalno peče, žulj, boli. In to je treba sanirati, to se da sanirati. In to se odloči sam, da bova to sanirala, če me izbereš za terapeuta. V glavnem, v letu 24 bo prišlo na dan, prevrelo bo, izbruhalo bo, ne more več čakati vsa negativna karma prednikov. To si dobro zapomnite, kar vam bom zdaj le povedala. Prvič, vse vojne v svetu, kjerkoli že so, pa naj si bojo pravične ali nepravične, so odraz negativne predniške karme. Tukaj, ko raziskujem vojna žarišča, kje so se začela, zakaj so se začela, kdo jih je začel, to je dolg roman. V glavnem, nima smisla
iti nazaj, kdo je prvi začel, čigavo je bilo to ozemlje, čigavo je bilo pa predtem ozemlje in kaj bi se moglo zdaj narediti, a bi moglo iti 300, 400, 500 let nazaj, da bi bilo spet ozemlje, ko je bilo. In če gremo toliko nazaj, pridemo do koga? Do Adama in Eve. In bi spet hoteli vsi živeti v raju in to bi bila naša zemlja, naš dom. Takrat ni bilo negativnih duš. Ne? Takrat pol so prišle in negativne duše ustvarjajo uroke, pa naj si bojo to preko določenega magijskega rituala, ki ga naredijo kot kletev. Najbolj znan je tale afriški vudu in dejansko ti lahko nekdo preko neke lutke tvojih las, nohtov povzroči bolečino, bolezen, ki jo občutiš ti in s tabo trpi pač cela družina. Potem je vlaška magija, ki je zelo znana na jugu naše bivše Jugoslavije. Ena izmed, bi se reklo, druga najhujša na svetu. Imela sem primer, ko je nekdo energijsko pošiljal kačo ženski in ženska je po noči sanjala kačo, se zbujala, iskala pod posteljo kačo, vse zaklenila, vse pregledala, kačen kjer, gre spat. In spet sanja kačo in zjutraj se je zbudila, ona mi pošlje na mobitel, da je imela ugriz tlele in oteklino, tako nekakšna 2 zoba, je rekla, kot da bi čutila, da jo je kača pičila. Dejansko tudi to počnejo. Veliko, zelo veliko je manipulacijsko, ljubezensko magijo in to ti umešajo v pijačo, ponavadi je to rdeča pijača, običajno je to rdeče vino in moraš biti prisoten. Zato pozorno, kdo te vabi na pijačo, bodi pozoren, kdo želi sedeti blizu tebe in če se umakneš stran od svojih kozarcev, v glavnem ne pit, ne jej in ne pi s svojimi sovražniki, da se obvaruješ, bi se reklo, te rdeče magije, ki je povezana s krvjo, ker ti nekdo lahko kakršnokoli, z kateregakoli dela telesa kri da v pijačo. Običajno je to rdeča pijača, rdeče vino, rdeč sok, zato da se ne vidi, da ti je zamešal kri. Če vedno obstaja božanska zaščita in Bog pravi tlele, oziroma Kristus kot božji sel, avatar, kot božji otrok, čeprav smo vsi mi božji otroci, ampak Kristus je imel tisto božansko zavest, ki je že dosegel 10. stopnjo, se pravi, je bilo več Boga v njemu kot v nas, ker smo na 4., 5., 6. dimenziji, se pravi, za razliko od 10. Se manj zavedamo božanske moči v sebi in zato smo bolj ranljivi, bolj občutljivi in nižji stopnik si, bolj lahek plen si za vse uroke magije, za vso to, kar premorejo negativne duše. Mimogrede, negativnih duš je 5%, ki so rojene negativne, ostali so okuženi z njimi in niso 100% negativni, so samo pol. Ampak še zmerom kažejo zmožnost, da ti lahko škodijo na tak ali drugačen način. Kristus je rekel pri zadnji večeri, to je hotel povedati, predstaviti, ne jej, ne obeduj, ne sedi za mizo s svojim sovražnikom, da te ne izda, da ne izda tvojega zaupanja, da ne bo slabo, da ti ne bo škodil. Vedno ti škodi, če ješ in spiš z nekom, ki ga sovražiš, nujno stran. S tem ustvarjaš sam sebi urok, sam sebi uročiš, ker ljudje se med seboj povezujemo. Povezuje nas ljubezen, spoštovanje, simpatija, naklonjenost, povezuje nas sodelovanje, ki je fair play sodelovanje, daj, dam, vzajemno. Povezuje pa nas tudi zamera, jeza, sovraštvo, nerazčiščeni odnosi,
dolgovi finančni in pa, ko bi se reklo, kdo more komu vladati. Namreč to bo mega izbruh, ki ga bomo dočakali v letu 2024. Pojavil se bo na določenih terenih. Se pravi, en teren bo zelo ogrožen, medtem ko bo drug teren popolnoma miren. Ne pričakujem klasične vojne za vse nas, ampak pričakujem vojne, ki jih bojo deležne določene skupnosti, določene skupine ljudi, določeni kraji, kjer se bo dobesedno pojavil en izbruh kot vulkan, ali pa potres, ali pa naravna katastrofa z namenom osveščanja. In človek, ki je zelo na nizki ravni zavesti, ne zaznava globljega pomena tega. Zato vam hočem pomagati z osveščanjem. Se pravi, če ste brali, Prežihov Voranc je napisal Boj na požiralniku, družina Dihurjevi, kjer se borijo z tem požiralnikom, nekim hudournikom, ki jim požere ves pridelek in nimajo česa živeti, gre se za preživetje. Tukaj je ene vrste tale zemeljska magija, kjer vcepi v družini, bi se reklo, urok, zate ni rešitev, nikamor ne moreš, ti si v brezizhodni situaciji. In oni to verjamejo in v tem je point, da verjamejo, da je edini tisti teren, edino na tistem kraju, da morajo vztrajati, edino tam, ne, da bo že boljš, da bo že boljš. Se pravi, če ti kdo govori, saj po novem letu boljše bo, s tem te že hoče uročiti. To je laž. Glejte, koliko ljudi naseda, vedno nova vlada, novi obrazi in če pogledate, kam gre gospodarstvo, samo še na slabš. Nov obraz, nova napaka, je rekel Karel Erjavec, mislim. In smo videli, ne, sledite temu. Se pravi, ljudje hočejo nekaj novega, hočejo novo leto, hočejo, wow, boljše bo, pa dajmo verjeti, misliti pozitivno. Ne, to ni pozitivno mišljenje, da po novem letu boljše bo. To je utopično mišljenje. Utopija, ne, predstavlja iluzijo. Iluzija predstavlja potencial, da se sam sebe uročiš. Dobesedno si prikličeš neko mantro in potem si jezen, ker ne deluje. Kaj je pozitivno mišljenje? Zmorem se zavedati, da je v meni moč in božanska zaščita, da vidim jasno, kje so težave in da jih lahko pravi čas rešim. Rešiš, sem rekla, da za vsako rastlino rožice rase, je hrast tisto drevo, ne, ki nam bo v letu 2024 pomagalo, da bomo začutili več varnosti in trdnosti. Hrast je značilen po temu, da je zelo trden in dolgoživ, da je njegov les zelo uporaben, vsestransko uporaben, celo za ladje. Ne, so rekli mnogi šamani, da so ladje bile iz hrastovega lesa izdelane, da niso potonile, pa tudi če so šle v neke zelo take nepredvidljive okoliščine, kakor da je neka božanska energija v tem hrastu. Mnogi staroselci, Indijanci, so imeli postavljene šotore v bližini, kjer je raslo eno močno hrastovo drevo. In jaz sem šla v Novo Gorico in našla dve čudoviti hrastovi drevesi, kjer sem tudi začutila energijo moči, energijo varnosti, zaščite, neko očetovsko neomajno, brezpogojno, podporno, ljubečo, močno
energijo. Tako da hrast, zanimivo je, povsod rase različne vrste hrastov, ampak uporaben je, plod je uporaben za divje živali, se pravi, to je ful beljakovinska hrana za divje prašiče in druge gozdne prebivalce. In iz tako majhnega semena nastane tako mogočno drevo, ki kljubuje vsem vremenskim razmeram in nudi varnost, zaščito, če ga imamo na domačem vrtu ali pa v svojem gozdičku, kolikor ga imamo, da se z njim povezujemo. Obred povezovanja s predniki, daritve prednikov in ritual ob hrastovem drevesu vam bom še opisala individualno za vsem vam, ki boste naročili katero izmed dveh mojih storitev, ob kateri dobite brezplačno branje predniške karme. Se pravi, predniška karma je brezplačna, pri meni ne bo to trajalo večno, preverite datume, ker odvisno, kdaj gledate ta video, da ne poteče rok te akcije. In ob branju dušnega zapisa ali storitvi spiritualni coaching. Če niste me še nikoli za nič kontaktirali, potem je branje vašega dušnega zapisa, ki poteka po telefonu, Skypeu, WhatsAppu ali pa kakor se pač dogovorimo nadaljavo, se pravi, ni treba osebnega kontakta, ni treba priti do mene, potem tam dobiš še to storitev. Tako da res pogledajte, boste prijavljeni tudi na moji spletni strani omgarden.si, da ne zamudite kaj v akciji na brezplačne e-novice. Pač tale množična elektronska pošta, kjer obveščam vse vas, se pravi približno enkrat na teden. Kako izveš, ali si deležen kakršnega koli magičnega rituala, uroka ali pa prekletstva prednikov? Najhuje pri predniški karmi je, da je eden izmed tvojih prednikov povzročil lakoto ali pa kakršnokoli pomanjkanje in trpljenje širši množici. Tako da širši množici narediti slabo, zavajati, lagati, in tega se mnogi tako imenovani duhovni mojstri ne zavedajo. Ogromno jih je, ki pošiljajo neke ne mantre, afirmacije, ampak se niti ne zavedajo, da to je čist bullshit, da to je laž, da laž nikoli ne deluje za dobrobit. Ustvarja samo krinko, masko in pod masko ne moreš biti resničen in ker nisi resničen, to ne deluje zate. V glavnem, na dan bo prišlo marsikaj, ljudje bojo govorili, saj sem vedno mislil pozitivno, saj sem vedno hotel vsem dobro in vsem pomagati, ampak nujno pazi, če pomagaš slabemu človeku ali pa človeku na način, da ga razvajaš, otroke, pa tudi stari starši, malček jih je dobro razvajati, ampak spet do ene meje. Mora biti to nek fair play. Z otroki, tudi oni morajo sodelovati s tabo, pri družinskih, tudi starejši ti lahko kdaj pomagajo ti njim z nasveti, pa še so nekateri močni, ki prenesejo, pomagajo pri hiši in tako naprej, na vrtu, kosijo travo. Se pravi, zmerom glej, če ti preveč dajaš, boš nekega dne jezen, da si vse raztalal, ker če dajaš, v bistvu kupuješ, hočeš kupiti prijaznost, ampak za denar ne moreš dobiti prijaznosti. In si razočaran sam nad sabo in že ustvarjaš neke sulice jeze, ki jih usmerjaš vase. Sovražiš sebe. Posledice so lahko težava, zdravstvene težave, ali pa depresija, nevolja, izčrpanost. Izgorelost tudi, čeprav izgorelost je bolj problem preobremenjenega mentalnega nivoja, da ni enakomerno mentalni, emocionalni in fizični nivo,
Se pravi, moraš gibati, hoditi v fitness, na sprehod. Fizični nivo, emocionalni mora biti izmenjava energije in pa mentalni nivo, pač vse to rabe naš trening. Starejši, ko smo, bolj moramo to upoštevati. To nas tudi naredi trdne. Kot sem rekla, bo leto 2024 in tudi še naprej naslednje leta. Zelo nepredvidljiva bojo. Veliko stvari, veliko nevarnosti bo prišlo iz zraka. Zrak predstavlja, nevarnosti zraka predstavlja streljanje, eksplozijo, predstavlja napačne informacije. In če si pod vplivom uroka ali magije svojih prednikov, boš napačne informacije razumel za prave. Tvoja pamet je okužena z virusom. Se pravi, tam nisi ta prav. Tam je tako, kot da imaš virus, imaš vročino 40. Ti nisi isti, kot če imaš normalno telesno temperaturo. Si bolan in tvoje telo ne odreagira tako kot telo zdravega človeka in tudi tvoj mentalni nivo ne deluje tako kot mentalni nivo nekega drugega človeka. Zato so uroki toliko nevarni. Ljudje te uročijo lahko z določenim ritualom. Smo rekli, da so najbolj znane, tle na jugoslovanskem področju se je, tudi v Slovenijo so prinesli, Turki so prinesli to zelo veliko na naš jug, Balkan, Srbija, Bosna, tudi Hrvaška, tudi v Sloveniji ogromno tega so prinesli turške tele rituale, uroke in magijo. Potem so recimo z Afrike, tega je malo manj pri nas, ampak tudi je ta afriški šamanizem uporablja kot slepilo, recimo vse 3 magije, belo, črno in rdečo. Kadar se gre pri določenem ritualu za žrtvovanje živali, je to že magija, ne rdeča magija, črna magija. Ne moreš ti Bogu darovati ubito žival, ne moreš, ko bi se reklo, umetniku podariti to, kar je on ustvaril, pa še razbiti njegovo umetnino. Tako da določene sekte ali šamani uporabljajo zakrinko, da zakrinkajo sami sebe, ljudje so ratali pametni, vse 3 magije. Bela je molitev, je ljubezen, to je pač bela magija, je ljubezen. Črna magija je hudičeva, ona je od Boga, ona je hudiča, je preklinjanje, zaklinjanje. Čeprav nikoli ne preklinjaš, pa kadar se jeziš, je isto, kot da preklinjal. In ne pomaga, če ti z usti govoriš, ja, jaz želim temu dobro, jaz želim ulmu dobro. Pa komu marke ti želiš? Ti želi sam sebi dobro. S tem boš varen in zaščiten. V letošnjem letu te bosta, oziroma v letu 2024, ki prihaja in tudi že zdaj je začela delovati močno, ta predniška karma, te bojo varovali bela sveča, drevo hrast, ali pa želod, oziroma bi se reklo tudi kontakt z živim, rastočim drevesom, tudi te moje so žive. In ritual daritve prednikov, ki ti ga bom opisala posebej zate. Delovalo bo tudi to, da delaš na sebi, ampak kaj delaš na sebi? Da tudi, če si bil nezaželen otrok, spočet ob nepravem, čeprav se zmeraj je pravi čas, kadar ženska zanosi, ob nepravem času, na nepravem kraju, misleč človek razmišlja, da je to tako, ampak ne vidim jaz resnice v tem, da razumeš, da je bilo to napačno mišljenje tvojih roditeljev. To je bilo pač preprosto narobe so razmišljali. Koliko ljudi narobe razmišlja? Koliko ljudi? In množično uročijo ljudi, da morajo tako razmišljati. Recimo, tako kot sem rekla, če se ne družiš z nekom, ne more imeti vpliva na te tako močnega, kot če se družiš z njim. In če se družiš z njim, moraš biti v intimnem pasu. Tvoj intimni pas je razdalja
46-47 cm od fizičnega telesa, nekako pol metra. Torej, prvič, ne hodi v bližino, niti takole, se pravi, tu je roka od nekoga, tu je roka tvoja, ne dotikaj se nekoga, ne krši tole, da mu prideš bliže od 45, 46, recimo vzemimo pol metra, centimetrov, ne? Nujno ga imej na razdalji. Če pač sediš na avtobusu z nekom, ki je bliže, ki pride v tvoj intimni pas, to je znotraj pasu od fizičnega telesa pol metra približno navzven, potem ne rabiš komunicirati z njim, ker s komunikacijo se izmenjuje slina. Ko si z nekom izmenjuješ slino, govorimo o energiji tvoje lastne tekočine in vsi magični rituali in uroki se začnejo pri tem, kjer je DNK ali pa DNA. Se pravi, DNA so lase, nohti, slina, kri, ne? To ne sme dobiti nihče, ki ga sumiš, da je tvoj sovražnik. Torej, ne id v restauracijo, ne hodi na kavo z nekom, ki je potencialno tvoj sovražnik. Poznam moške, ki jih kar bivša žena vabi na kavo, ne? Pa sta ločena. Se pravi, če si ločen, ne rabiš hoditi na kavo, to je nevarno, se pride do izmenjave neke sline, ne? Se lahko nujne stvari si poveš po telefonu, drugega ne rabiš, zato se ločil. Ni prijateljstva, ker je sovraštvo. Ne moreš skriti sovraštva pod krinko prijateljstva, bodimo prijatelji, samo da nas vidijo drugi, da smo prijatelji. Ne moreš biti. Najprej moraš biti neutralen, biti prijatelj sam do sebi. In če si prijatelj sam do sebi, si že varen, ker je tvoja aura čista. Vedite tole, da če te kdo uroči, tebe ali pa tvojega prednika, od prednikov bom še govorila, potem te najprej užali. Se pravi, ko bi se rekel, vampir mora ti najprej ugrizniti, da ti posrka kri. In tukaj govorim dobesedno o negativnih dušah, ki so, dve vrsti so v moji stroki, to so vzporedniki in pa zmaji, se pravi vzporedniki in zmaji. O teh dušah prebereš lahko v teh dveh knjigah Akaški zapisi osnove dušne matrice in še eno manj, ki jo nimam glih tle pa rok, Akaški zapisi mojstrstvo duše. V tisti, teli govorimo o pozitivnih dušnih skupinah, o mojstrstvo duše, o negativnih dušnih skupinah, ki sta dve, in negativne duše so pa navadi lepi, prijazni ljudje, ti se smejčkajo, dobrekajo, hočejo dramo, eni naredijo dramo, da se vse vrti okrog njih. In potem take negativne duše te že svojo prisotnostjo, ko te prisilijo v neki, te že uročijo. Torej, kobra ima moč uročiti, miš ponavadi, ko zagleda kobro ali pa tudi druge kače, čeprav je kobra najmočnejša, ne more pobegati, čeprav bi lahko. So ljudje ujeti v odnos, iz katerega ne morejo pobegati, čeprav bi lahko. Imajo denar, bi si kupili drugo stanovanje ali pa delili na pol, šli. Ampak ne, tam so uročeni. Temu je možno, da botruje ne samo klasičen urok, magija, urok vlaška, afriška ali pa turška ali pa katerakoli druga ljubezenska magija. Črna, rdeča, krvava. Temu lahko botruje tudi prekletstvo tvojih prednikov. V primeru, da se je kdo od tvojih prednikov zelo hudo zagrešil, govorimo o zelo hudem grehu, kjer je bil storjen zločin nad množico, kjer je povzročil trpljenje množice,
Naprimer, je bil lastnik nekega podjetja in načrtno je spravil podjetje v stečaj, cele družine od vseh teh zaposlenih so trpele pomanjkanje, on je pobasil svoj denar, ljudem ni dal plače in to že je potencial za to, da ga bo cela ta masa ljudi preklinjala. Preklinjanje ni nujno tisto, ki nimamo nič v slovenščini, razen je Bela cesta, pa še to se mi ne zdi, da je nekak letev, ali pa 300 kosmatih medvedov. Se pravi, slovenščina je čudovit jezik, ker nismo nobene kletvice dali, ampak je že lahko vsakršnakoli jeza, vsakršenkoli bes, ki ga imamo do nekoga, ali pa razočaranje nad sabo, kriviti sebe, kriviti druge, vedno negativne duše te najprej pohvalijo in potem te skritizirajo in potem te zmanipulirajo. Tako da varuj se ljudi, ki te laskajo, varuj se ljudi, ki te vabijo na pijačo, pa so te že skenslali svojega življenja. Varuj se sploh, da bi jedel, pil in spal, se pravi miza postelja, ker se gre za izmenjavo telesnih tekočin z nekom, ob katerim se ne počutiš zaupanja vrednega. Niso vsi ljudje zaupanja vredni ljudje. To veš, da niso, to veš, ampak veš, vedno si misliš, je treba misliti pozitivno, moramo biti odprti, prijatelji, moramo. Takrat že ustvarjaš urok sam nase, ko govoriš, da ti nekaj moraš. Nič ne moraš. Italijani imajo en lep pregovor, ki pravi takole: deve si solo morire. Mora se samo umreti. Naš drugega se ne more. Kdorkoli tebi govori, kaj ti moraš, kakšen moraš biti, kakšen ne smeš biti, kdaj si ti v njegovih očeh dober, kdaj si slab, potem vedi, da že ustvarja nek urok nad tabo, da bo z namenom, da bo s tabo manipuliral. Se pravi, manipulacija med ljudmi je klasična zadeva. Obstajajo simple manipulacije. Otroku rečeš, če ne boš pospravil sobe, ne boš dobil žepnine. To je že manipulacija. Kazen. No, zdaj ti pa vzamem to, kar imaš na raj. Ali pa potuha, to je tudi manipulacija. Otroci tudi, če me imaš rad, če si dober, če si tak, boš zame naredil to, se boš žrtvoval, me pelješ tja, in starši so pogosto tudi žrtve svojih otrok. Otroci jih izkoriščajo, pač starši se sami pustijo izkoriščati, ker mislijo, da si s tem kupujejo njihovo ljubezen. Ljubezen si ne moreš kupiti. Ljubezen dobiš samo za ljubezen. Izmenjava ljubezen. Ni denar ljubezen kompatibilna valuta. Čeprav z simboličnimi darili, s katerimi se bomo obdarovali, jaz vztrajam pri simboličnih darilih, če se da, ne bo to kakšna domača stvar, recimo jaz zelo rada delam kakšne take bambusove vazice, ki lepega gor napišem, vgraviram, ali pa kakšne manjše slike. In za vas bom imela tudi nov družinski zaščitni talisman, ki ga ta moment še nimam, ko snemam ta video, v bistvu ga že imam, je že na poti do mene. Tako da na e-mailu za družinsko karmo sem dobila spet uvid, tako kot sem dobila za leto 2023, da sem naredila atlantitski Pozidonov talisman, ko reši ljudi pred poplavo. Vemo, da je Pozejdon bog vode, morja, tudi sladkih voda, ki je ustvaril Atlantido in jo na koncu, ker so ljudje podlegli negativnim dušam, tudi uničil. In tako lahko Pozejdon ima to moč, ima pač ta trizob, ki ga vsebuje ta moj atlantitski Pozejdonov talisman, ki je mnogim prav prišel ravno v letu 2023 in bo še prišel prav, ampak zdaj le bomo imeli na udaru predniško karmo. Predniško karmo.
lepo te prosim, v primeru, da je in bo to nov talisman, ki bo poleg tega, da boš izvajal ritual daritev prednikov, posadil doma hrast ali pa ga imel takole, ali pa želod nosil s sabo, tudi ta talisman zate zelo koristen in za povezovanje in za čiščenje pomoč pri tem predniške karme. Se pravi, če je eden izmed tvojih prednikov tudi bil deležen kakršnih koli urokov, včasih so prekletstvo naredili kar čez celo generacijo. Se pravi, se niti ni ustavilo pri nekomu. In to je bilo družina Kennedy. Atentati, smrti, nenadne smrti. To že ni več izbira duše, kako bo zapustila to zemljo. Namreč mi si izberemo čas, ko bomo prišli in čas odhoda, ampak določene duše so zelo nepričakovano odšle in tam ni bilo Boga vmes, tam je imel hudič preveliko moč in ko je prekletstvo, je prekletstvo. Vedite, kakršenkoli urok ali prekletstvo nima velike moči, ukolikor si ti na visoki vibraciji. Se pravi, on hoče ti poslati urok, da umreš, ti se pa prehladiš. Se razumemo? Ali pa hoče, da se cel polomiš, ti se pa sam udariš malček, padeš po stopnicah in še to lesenih, da naboli. In že razmišljaš nekaj, ne? Že ti da nekaj misliti. Meni so to ogromnokrat naredili, ogromnokrat. Zdaj vam ne bom javno vsem tom razlagala, ampak zelo sem se borila proti temu, tudi v tem mojem svetu je veliko konkurence in veliko slabonamernih ljudi, tako da jaz se to konstantno ščitim in tudi tebi priporočam, da se ščitiš. Ampak vedeti moraš, da vsaka zaščita deluje, če imaš ti čisto vest. Se pravi, najprej moraš imeti čisto vest, potem, da ti nikomur ne povzročaš hudo, ko si ti čist, se lahko ščitiš. Če se ti ščitiš in ti nisi čist, to je približno tako, kot da bi si dal dežni plašč gor, spodaj si umazan in greš pod tuš. Se pravi, tudi voda nič ne pride do tebe, ne? Ker je to že v tebi. Ti se ne smeš sovražiti sebe in nikoli, 3-krat povedano, za nalašč, da si zapomniš, ne smeš biti sovražnik sam sebi, ker potem si lahek plen za negativne duše. Te so že toliko negativne, da sam pogledate, pljunete, prekovnete in že si čustveno zrahlan, že se narobe odločaš, delaš stvari, ki jih ne bi naredil, deluješ, kot da si brez zdrave pameti, brez logike, skenslaš določene ljudi iz svojega življenja, zato da imaš še zmerom prostor za tiste negativne duše, ker one hočejo ekskluzivo te imeti pod nadzorom in samo zate. Kar neki ljudi sem našla na terapiji, ko so mi omenili, da so imeli tako, oni pravijo, narcisoidnega, egoističnega partnerja, ki je hotel imeti popoln nadzor, monopol, ekskluzivo nad njimi. Tukaj je že, bi se rekel, to je že sum, da jih je uročil, omrežil, omejil. Če se vrnem k predniški karmi, ki bo na testiranju v letu 2024. Vsi, ste verjetno vsi Slovenci, ki me zdaj gledate, naši predniki so bili ali partizani, ali fašisti, ali ne vem kaj. V glavnem, karkoli so že bili, so bili udeleženi v vojni. Čeprav so nam v šoli Josipa Broza Tita predstavili kot našega odrešitelja, skoraj da že kot Jezusa Kristusa. So mnoge teorije o tem, da ni bil niti Slovenc po mami, da ni bil niti Jugoslovan, ne?
In ko smo še bile mlade deklice v študentskem domu, smo imele eno kolegico z Hrvaške, je rekla, da zna klicati duše. In wow, mi to res znaš, wow, mi bi se pogovarjali s temi duhci, mi bi to bile zraven. In potem, ja, povejte, ker ga, važno, da je pozitivna duša, to je bil edini pogoj, bomo poklicali. In večino je rekla, ja, Tita. Je rekla, ne, smo že imeli to izkušnjo, pa je bilo slabo, se je končalo, tako da dvomim v to pozitivnost. Se pravi, mi smo lahko množično uročeni, da je nekaj dobrega ali pa nekaj slabega, vemo pa ne. Če ti 30krat nekdo nekaj reče, boš ti že kar avtomatično temu verjel, wow, ta ima pa res tako. Jaz sem imela eno čudovito duhovno izkušnjo s ta pravim Indijancem, Richard Manson, tisti, ki gleda nazaj. In velikokrat nam je spontano govoril v indijanski potilnici, tako kot jaz zdaj vam govorim, čisto spontano, kar je čutil, da mora povedati, glede na to, kateri smo bili tisti moment prisotni, in pove eno tako globoko misel in potem zaključi. But you don't believe what I am saying. You feeling. Ne verjemi, kar ti pravim. Ti začuti. Vsako stvar moraš kritično presoditi. Tudi to, kar ti pravim jaz. Ne kar verjeti. Se pravi, možno je, da je toliko negativizma v tebi, če si preživel kakršnokoli hujšo bolezen, če si ločen, če si žalosten, če si depresiven, če si na tak ali drugačen način zatraumiran, poškodovan, čustveno, fizično, kakorkoli že, da je, kot bi se rekel, to že vsajeno v tebi, da si ti že sprejel ta vsadek za del sebe. Tukaj ne smeš hraniti črnega volka. In kako ne hraniti črnega volka, ti bom povedala v tvoji osebni karmični prognozi, ki ti jo bom zate opisala. To je moja storitev, ki jo od lani, mislim, ali od predlani nudim širši javnosti, in to vedno ob koncu leta in še prve par dni v začetku leta za kakšne zamudnike. Zato ne spreglej, osebna karmična prognoza v pisni obliki za eno leto. Vse to dobiš na mojih spletnih straneh, lahko naročiš v spletni trgovini omgarden.si, oziroma spletna trgovina je omgarden-shop.com. Spletna stran, pač ten, kjer piše več o meni, o mojih storitvah, ten, ki imam, omgarden.si. Tako, dragi moji, želim vam res, da najdete trdnost, ker leto 24 nas bo peljalo gor, ko bomo wow, in takrat, ko bomo wow, bomo rabili kukar na valovih z jadrnico zajet, ne, in pravilno biti usmerjen. Ko bomo padali, moramo vedeti, ne, da nas bo spet začelo dvigati gor. Določeni kraji bojo zelo na udaru, sploh pa večja mesta. Tudi v decembru, mesecu okrog prazničnih dni, lahko se zatrese, lahko kot potres, ki je tudi se razbremeni, ker je bila prekleta zemlja. Ne? Tam, kjer so ljudje izgubili življenje, to je Soška dolina, tle so bili hudi krvavi boji iz Prve svetovne vojne. Veliko tega se je že prečistilo in zanimivo je, da ko sem bila majhna deklica, 5 let, sem preživela potres, porušil hišo. In hvala Bogu, bi rekli temu, da nam je ta potres porušil hišo. Ker tam je bilo nevzdržno živeti. Tam je bila taka energija ujetih duš, tam so bili taki strahovi. Moji predniki so, moja babica je imela mojo mamo, ki je bila majhen otrok, tam ne 2 let, medtem ko je imela partizane na skednju in prideta Italijan in Nemc z kanglo bencina, je rekla, goriva ali karkoli, kje imaš partizane, če ne poveš, ti zakurimo v celo hišo.
In ona je imela tako, bi se reklo, zaščitno belo čarovniško energijo. Imamo črno čarovnice in bele čarovnice, white witches pa black witches energy. Ne? In dobre bele čarovnice jih zmerom Bog čuva. In lik tete Pehte iz filma Kekec, recimo, ki je želela dobro ljudem odpreti oči, ampak ljudje so bili tako negativni, temni, da so jo obsojali, da je mogla nekje na samem živeti, ker niso sprejeli. To je lik white witches energy, bela čarovnica. In moja babica je imela to moč, tudi se ni bala, ni imela se česa bati, toliko zelo božanskega je bilo v njej. Šla je Nemcu pokazati Balcer, Strauss, že imela plošče, gramofon, tisti zvočnik, vse to. In Italijano je rekla, hej, pol ura pil di me, se bojiš balku jaz. On sem gledal, je rekel, sem mu tresle hlačence, je pogledal v njo, je pogledal otroka in tisto kanglo gorivo držal v rok, da se vse skup treslo. Rekel, se bojiš balku jaz. Dejansko. In potem sta pogledala tiste plošče in sta šla. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Ko govorim recimo o Nemčiji, samo poglejte, Nemčija ima zdaj le težave, ker je sprejela toliko tujcev, kakor da pridite k meni, vse, ki smo vam prejšnje generacije povzročili žalost in hudo, vam hočemo zdaj vrniti. Mi smo zdaj napredovali, mi smo rabimo delovno silo. In potem se pa zgodi, da pride moški, ki je bil musliman, je imel, ne vem koliko, enih 10-12 žena in enih 30-33 otrok. In vse tistih 33 otrok, sem tako prebrala, je moglo biti na sociali za stojn vrtec. On je delal, oni vsi živeli in so imeli na tisoče evrov denarja. Seveda ne piše v zakonu, da ti dajo otroški dodatek in socialno pomoč samo do toliko otrok. Ko dobiš enkrat državljanstvo, dobiš vse njihove privilegije. Se pravi, Nemčija se je odprla tujcem toliko zlo, da gre že celo v svojo škodo in celo že v škodo lastnih državljanov. Ampak tako, ko vemo, tudi Nemci imajo denar, kupujejo lepe obmorske kraje, počitniške kraje, prodajajo svoj dom, grejo drugam. Tako da to, kar lahko pričakujemo v naslednjih 3 letih, je ekstremni premiki narodov. Ne bo več toj sosed Slovenc. Ne bo. Zdaj Švica je edina država, ki se bo še nekako držala zase, pa se s določenimi klauzulami, zakonitostmi, zakoni, predpisi, akti, podakti in tako naprej obvarovala pred vdorom tujcev, da ohrani kolikor toliko čistost svojih in še na tak način lahko vzdržava nek red. Ker tujc ti pride, ti pove, kaj je po njegovo red, ne sprejme vedno. Tukaj pri meni je tako, lahko si tam, lahko si tle, lahko ti dam nekaj za jesti, za spati, ne moraš pa mi premikati stene in pa delati škodo v mojem domu. Tako da karma prednikov se prečiščuje, deležni bomo naravnih katastrof, nevarnost bo iz zraka. Zrak predstavlja razum, intelekt, napačno dojemanje. Po zraku lahko potuje ljubezen in sovraštvo, brez telefona, vse gre nadaljavo, vsi smo telepati in prenašalci energijskih sporočil. In če imate dobro predniško karmo, to pomeni, da so vaši predniki koristili, in če niso koristili, tudi važno, da vsaj niso huje škodili. Važno je, da imate tudi svojo osebno dobro karmo, ker tudi vaša duša je zato, da je zdaj tukaj in zdaj preživela veliko življenj. Tukaj v tej prvi knjigi
ki jo imam zelo ugodno in poceni v akciji, pa lete, koliko je debela, pa jo ni treba vse v enem dnevu prebrati za praznike. Lahko tudi prebereš 4 vrste karme in ko boš naročil pri meni branje dušnega zapisa, ne boš videl, katero težavnostno stopnjo imaš tle, ali je emocionalna, ali se pravi emocije predstavlja voda, ne, ali je ognjena, temperament, se pravi prenagljene odločitve, ali je zemeljska, ujemi pravi čas, ne, ali pa zračna, mentalni nivo, se pravi, da ti lahko, da moraš vsako stvar, vsako odločitev resnično si zmerom na testiranju, a se prav odločaš ali se ne. In v letu 2024 bojo naše odločitve o pravem času zelo na testiranju. Če so tvoji predniki ljubili svojo zemljo, svoj dom, potem je to že prva dobra predispozicija zate. Če ti ljubiš svoj dom in sprejemaš. Nisem veliko ljudi srečala, ki bi rekli, jaz sem pa bila popolnoma zadovoljna z mojimi starši. Bili so tako ljudje, skoraj brez napak. Zelo malo je takih ljudi. Mnogo ljudi ima vsaj z enim staršev bolj za razčistiti. Razčistiti odnos pomeni imeti premirje z njim, pa ne glede na to, a je živ ali ni. In tudi če za časa tvojega fizičnega življenja z njim, se pravi, tudi če ga ni več, lahko še vedno dosežeš premirje z njim preko obreda, ki ti ga bom poslala na mail. Ne, vkolikor me kontaktiraš za eno izmed 2 storitev, se pravi branje dušnega zapisa ali pa spiritualni coaching, ker te dni še lahko dobiš brezplačno branje predniške karme. To traja 10 minut, odvisno od koga, če ima bolj zakomplicirano, traja dlje. Medtem ko osebno karmično prognoza je napoved, je predvid za naprej. Dobiš pa v pisni obliki in bo veljala od 21.12. Tega leta do naslednjega leta, ravno tako 21.12., ker je prelomnica 21.12., se pravi najdaljša noč. In na ta dan ne pozabi, prejmeš tudi povabilo za brezplačni webinar, vkolikor si bil tekom leta moj klient, moja stranka in si naredil bilo katero transakcijo preko mojega računa, spletne trgovine, kupu karkoli, knjigo, storitev, karkoli. V glavnem, hvala, ker me spremljate, ker ste prišli do zdajle vse do konca, a zdaj pa res ne spregledajte še mojih brezplačnih novic, priporočite me svojim prijateljem, če rabijo nekaj iskrenega, takega, ki ni samo wow, vse bo super, vse bo dobro, tudi ki vedno najde neko rožico, neko zaščito zate in te ne misli tlačiti dol in ustrahovati, kaj bo. Ja, za ene bo slabo, eni bojo umrli, eni bomo preživeli. Saj ne bo vojne, vojna je najhujša, če jo imamo znotraj nas, se pravi, v letu 24 govorim. Hrast, ne pozabite, pejte na sprehod, gledajte, kje je kakšen lep hrast, značilne matele liste, objemite hrast, bodite v njegovi bližini, dobite še kakšen želod, če ni vse pod snegom, če ne vam ga pošljem, pa jaz, ali pa ga prideste meni iskat. V glavnem, res kmalu z vami, več v prognozi, o tem, kakšno bo leto 24, vam še povem v webinarju. Kaj sem še hotela? Ja, se lepo posloviti od vas in se vidimo naslednjič. Hvala, živjo!